Z izjemo lanskega januarja, ko smo beležili daljše obdobje temperatur pod lediščem, se zadnje leta soočamo z nadpovprečno visokimi zimskimi temperaturami. Še večja odstopanja so pri maksimalnih temperaturah, kjer smo v Mariboru recimo imeli povprečne maksimalne temperature v lanskem decembru za kar 3 stopinje Celzija višje od dolgoletnega povprečja. To so dejansko že temperature, ki bolj spominjajo tam mogoče za obdobje v začetku marca. Živimo torej v zelo razburljivem obdobju človeške zgodovine, v primežu vseh vrst problemov. Eden izmed večjih so prav gotovo podnebne spremembe. Torej, narava na to se odziva, ampak če pogledava globalni naravni cikl, mimogrede letos je bila, torej lani je bila podeljena Nobelova nagrada za te naravne cikle, ga pa ravnava fotoperioda, torej dolžina dneva je tisti globalni indikator za naravne cikle. Seveda pa temperatura prav tako ima znaten vpliv sploh na vegetacijo. Višja temperatura sproža spremembe mnogih lastnosti vremena in podnebja. Spreminja vetrovne vzorce, količino in razporeditev padavin, pogostost in tip ekstremnih vremenskih pojavov. Posledice teh sprememb pa so vidne že sedaj. Če pogledamo neke drobne segmente, kot je recimo prisotnost ptic v zimskem času. Danes ni več težava videti štorkljo tudi po zimi ali pa katere druge vrste ptic, ki so se včasih morale odseliti. Sedaj nekatere vrste izpuščajo selitev ali pa se selijo v manjši meri in je to eden od takih drobnih indikatorjev, kaj se dogaja. Seveda, vsi organizmi se kar naprej prilagajajo novim zahtevam. Kljub temu, da se organizmi prilagajajo naravnim zahtevam, pa te podnebne spremembe na čebele, ki skrbijo za naravno opraševanje dreves, vplivajo zelo neugodno. Se dogaja to, da matica začne prehitro zalegati, razširi zalego, se pravi mladino, zalega že letne čebele in potem pa običajno pride za takim toplim obdobjem eno hladno obdobje. Takrat je pa zelo neugodno, kajti čebele več ne obvladujejo vse zalege, se stisnejo, varujejo pač kolikor lahko in ostalo pa propade. Ko pride spet neko normalno obdobje, tam april, maj, bi moral imeti dovolj čebel, pa si brez čebel in gremo v spomladansko pašo z premalo čebelami. Tako prihaja do slabše naravne oploditve sadnega drevja in posledično količinsko manjšega pridelka. Višje temperature so spremenile tudi ciklus vetrocvetk. Praktično niti ni bilo v tem letu, pravzaprav lahko rečemo, da skoraj da ni bilo tistega obdobja mirovanja vegetacije. Praktično en vegetacijski cikl šel v drugega. No in to se seveda dogaja vedno pogosteje. Profesor Žiberna je še poudaril, da so bile podnebne spremembe prisotne tudi v preteklosti, ko človeški vpliv na okolje še ni bil tako močan. Potrebno pa se je zavedati, da je prav človek poskrbel za prekomerno izločanje toplogrednih plinov, ki spreminjajo energijsko bilanco našega planeta. Podnebne spremembe pa so zgolj ena od manjših poglavij nekoliko večjega problema in sicer človekovega pretiranega trošenja naravnih virov.